Pozdravljeni! Koliko spletk, laži in seveda prevar so v zadnjih letih pripravili pri ekipi Red Bull. Danes si bomo skušali ogledati tiste najbolj znane in očitne primere. Marsikateremu navdušencu situacija v sedanji Formuli 1 ni jasna. Mesece in mesece lahko poslušamo zgodbe, ki so tik pred tem, da postanejo uradne. Ko nastopi tisti ključni trenutek, vidimo, da je bilo vse skupaj malce pretirano, ter nekatere podrobnosti lahko celo izmišljene. A nič novega, boste dejali. Zanimivo je, da v večini teh zgodb lahko opazimo, da nastopa ekipa Red Bulla. In pri tej ekipi smo videli v zadnjem obdobju, da so celotno Formulo 1 držali v šahu. Dobesedno so izsilili določene odločitve, ki so jim bile seveda v prid. In danes si bomo skušali pogledati, kako jim to uspeva, ter nekako bi morali razumeti tudi, kje je njihov interes, tako da naslednjič, ko bomo zasledili kakšne malce preveč optimistične zgodbe, bomo pozorni in bomo lahko tudi skušali razumeti, kaj je v ozadju. Mnogokrat sem že poudaril zgodbo, ko je prišlo do spora med Renaultom in Red Bullom. Tu imamo znani RB12, kateri je imel pogonski sklop Renault, ampak imenoval se je Tag Heuer. Zakaj je pravzaprav prišlo do tega spora? Ker pri Red Bullu so hoteli imeti primat pri odločanju o samem pogonskem sklopu. Dobro so se zavedali, da Renault je takrat že zopet imel tudi svojo ekipo, ampak to jih ni zanimalo. Na nasprotni strani je bil takrat Cyril Abiteboul, s katerim so se sporekli in prišlo je do ločitve. A v tistem trenutku seveda si Formula 1 ni mogla nekako privoščiti, da bi izgubila 4 bolide. Zato so spremenili pravila, ki so Renault prisilile, da so Red Bullu dali, seveda tokrat proti plačilu, pogonske sklope. Takrat Scuderia Toro Rosso je za sezono vzela pogonske sklope Ferrari. In situacija je bila nekako za prvi trenutek rešena. A pri Red Bullu so opazili, da svojo politično močjo lahko izsilijo marsikatero zanimivo odločitev. Videli smo, kaj se je dogajalo, ko so Hondo pripeljali praktično v obe svoji ekipi, najprej v Scuderio Toro Rosso in šele naslednje leto v Red Bull. A zanimivo je bilo, ko se je Honda odločila, da ponovno izstopi iz sveta Formule 1, so pri Red Bullu dobesedno ponovili vajo. Dobro vemo, da so takrat začeli naprezati zgodbo o tem, kako bodo sami izdelovali pogonske sklope, seveda z nekako zunanjo pomočjo Honde. Od njih bodo kupili intelektualno lastnino, beri projekt, ter ga nekako skušali spraviti k življenju. Spomnimo se, koliko govora je bilo o nakupu, novačenju tehnikov, naprimer Mercedesa. In spomnimo se lahko, kako so pri Red Bullu trdili, da mora Formula 1 zamrzniti razvoj pogonskih sklopov, kajti za njih bi bil finančni zalogaj prevelik, kolikor morajo kupiti intelektualno lastnino Honde, postaviti tovarno in še razvijati projekt. Seveda, Red Bull z ekipo Alfa Tauri predstavlja 20% štartnega razporeda.
In zato so pri Formuli 1 lepo popustili. A zanimivo je, da ne samo da Honda v tej prvi sezoni, ko ni več uradno v Formuli 1, pomaga Red Bullu s tem, da dobesedno proizvaja za njih pogonske sklope 100%. Tudi do konca sezone 2025 bo dobava ista. Torej, Red Bull nima ne vem kakih stroškov glede seveda izdelave, nakupa intelektualne lastnine in seveda vsega ostalega, kar je s tem povezano. Hondi plačuje seveda tisto dobavo pogonskih sklopov, ampak nič več in nič manj kot naprimer ekipa Williams Mercedesov. V pravilniku je točno določeno, koliko to stane. A videli smo, da z malce političnih pritiskov so pri Red Bullu dosegli svoje. Nasprotnike so postavili v položaj, kjer jih ne bodo v naslednjih sezonah bili sposobni prehiteti. In takih zgodb vezanih na Red Bull je še ogromno, ampak za nas je zanimivo, kaj se je v zadnjih tednih dogajalo s superlicenco. Zgodba o Coltonu Hurti je verjetno vsem nam znana. Namreč ameriški strokovnjaki so se ga izbrali kot talent prihodnosti, čeprav še danes nima tistih osnovnih pogojev za pridobitev superlicence. Koliko izsiljevanja je bilo samo zato, da bi FIA naredila izjemo. Videli smo, da na koncu se je v zgodbo vključil tudi Red Bull. Namreč dejali so, ukolikor si nekdo želi Pierresa Gaslyja, je edina opcija, da ga bomo predčasno odvezali zavez v pogodbi ta, da k nam v Alfa Tauri pride Colton Hurta, seveda superlicenco. Zanimivo je, da na veliki nagradi Nizozemske je na prvem prostem treningu bil prisoten Liam Lawson, nekdo iz njihovega pogona v Formuli 2. In to nam že dosti kaže v smer, koliko resno so pri Alfa Tauriju sploh razmišljali o Coltonu Hurti. Ampak njihove besede so zvenele kot grožnja, ali Colton Hurta ali nič. Seveda pri Alpinu, kjer si želijo močno Gaslyja, so jim nekako ponudili roko. Namreč s testiranjem so omogočili tudi Hurti, da bi lahko pridobil določene izkušnje. A z menjavo vodstva pri FIA je nekako tudi zapihal nov veter. Namreč Colton Hurta ima sedaj po dostopnih podatkih 32 točk za superlicenco, potreboval bi jih 40. Torej, nima jih naprimer 38 ali 39, manjka mu jih približno slaba tretjina. In kakšne izjeme za takega voznika ni na vidiku. In kar naenkrat Helmut Marko z izjavo, da Colton Hurta pač ne bo dobil superlicence, zato nas ne zanima več, stavlja zadeve na glavo. Pa je Colton Hurta ni niti več na spisku onih voznikov, ki bodo testirali Alpina A521. In zanimivo je še nekaj drugega. Helmut Marko se je začel pogajati z Nickom de Vrijem. Kaj se je torej zgodilo iz tiste izjave, ali Hurta ali nič, ne vemo, ampak pri Red Bullu izgleda, da sploh niso hoteli ameriškega voznika v svoji sestrski ekipi. A seveda, sedaj se bo našel nekdo, ki bo dejal, da družina Andretti stoji za Hurto in da so bili nekako zainteresirani za nakup ekipe Alfa Tauri. Prvič, odkje je novica, da je ta ekipa sploh naprodaj. In drugič, v manjših formulah smo lahko videli, da ima Red Bull malce pretirano in zaokroženo polovico štartnega razporeda zapolnjenega z lastnimi vozniki. In sedaj bi se s takim izjemno številčnim programom
odrekli tisti ekipi, ki je namenjena prav njihovem razvoju. Razumeti moramo, da verjetno pri Red Bullu so želeli nekaj podobnega, kot je nakazovala zgodba z Porschejem. Namreč mnogi avtorji so bili prepričani, da bo Porsche vstopil v Formulo 1 in dobavljal pogonske sklope za Red Bull. V resnici pri Red Bullu so rabili samo finančna sredstva Porscheja, seveda malce njihovih izkušenj in inženiringa, ampak čisto drugačna zgodba, kot je mislila večina navdušencev. Zato tudi s Coltonom Hurtom je verjetno v ozadju čisto drugačen interes. Vemo, da vozniki iz Akademije Red Bulla v tem trenutku nimajo dovolj točk za dodelitev superlicence. Tudi Liam Lawson se bo moral na finalu izjemno potruditi, ukolikor jih bo želel doseči, in potrebna bo tudi malce pomoč sreče, da bodo njegovi nasprotniki imeli težave. A bistvo je nekaj drugega. Namreč pri Red Bullu so hoteli nekako izrabiti Coltona Hurta, zato da bi FIA spremenila sistem za dodelitev superlicence, tako da bi lahko imeli več voznikov na razpolago iz svojih lastnih vrst. In to je tudi eden izmed onih pokazateljev, da ko slišimo izjavo strani Red Bulla, se moramo ustaviti, pomisliti še enkrat, kaj so hoteli z tem povedati, in globoko razmisliti, kakšen je v resnici njihov interes. Verjetno je že marsikdo izmed vas opazil, da pri Red Bullu radi lažejo. Lažejo pa zato, da čim lažje in čim bolj učinkovito dosežejo tisti svoj interes. A verjetno marsikdo izmed nas je že nekako razumel, zakaj se v tej ekipi tako obnašajo. In verjetno tudi marsikomu ekipa Red Bulla ni všeč. Pa sedaj vam bom povedal še eno skrivnost. Ekipe Formule 1 niso v svetovnem prvenstvu zato, da bi bile komu všeč ali ne. Tam so zato, da osvajajo naslove med prvaki ter konstruktorji. Pri Red Bullu to igro poznajo izjemno dobro. A za danes bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.